Glasbeni utrip. Spoštovane in cenjeni, lepo pozdravljeni. V središče današnje oddaje postavljamo tretji koncert iz cikla Kromatika Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, nastop zbora in filharmonije iz Brna v sklopu orkestrskega cikla Narodnega doma v Mariboru ter prvi koncert letošnjega vokalno-instrumentalnega programa Slovenske filharmonije. Poklicali smo tudi na Japonsko, po kateri gostuje orkester Slovenske filharmonije, ter obiskali predstavo komorne opere Svadba v Kopru, koncert ob 150. obletnici rojstva Fritza Kreislerja, slavnostni koncert Akademije za glasbo ob 50. obletnici priključitve k Univerzi v Ljubljani, predstavo Mozartovega Titusa v Benetkah in slavnostni koncert ob 25-letnici umetniškega delovanja klavirskega tria Amael. Ob koncu oddaje napovedujemo tudi prvi koncert iz cikla G. Moder. Robert Markoč in Dejan Juravič vas vabiva v svojo družbo. V fokusu. Pretekli četrtek je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma nastopil simfonični orkester RTV Slovenija, ki je v okviru svojega abonmajskega cikla Kromatika pripravil mikaven spored. Pod taktirko šefa dirigenta Lija Kvokmana je nastopil s simfoničnimi plesi skladatelja Leona Firšta in dvema deloma Petra Iliča Čajkovskega. Kot solist je v njegovem klavirskem koncertu v bemolu številka 1 navdušil pianist Barry Douglas, večer pa je zaokrožila svita iz baleta Labodje jezero. Komentar dogodka je pripravila Klara Žnidaršič. Svita skladatelja mlajše generacije Leona Firšta, ki ga slovensko občinstvo že zelo dobro pozna in ceni, je četrtkov koncert uvedla v plesnih ritmih. Firšt se s svojimi deli redno dokazuje v raznolikih glasbenih svetovih, od popularnih žanrov in džeza do priložnostnih del za državne proslave ter klasičnih koncertnih odrov, in njegova vsestranskost se je pokazala tudi v tej simfonični partituri. Simfonični plesi, prvič izvedeni leta 2019 na slovenskih glasbenih dnevih, so lep primer skladateljeve sposobnosti, da sodobne kompozicijske zamisli predstavi na način, ki poslušalca ne obremeni, a ga hkrati ne podcenjuje. Prvi stavek je bil s hipnimi menjavami ritmov kot sprehod po plesiščih, drugi in tretji pa sta zazvenela kot stilizirana tango in valček. Ritmične ideje, na katerih temelji plesni utrip glasbe in močne poudarke, je orkester natančno in učinkovito predstavil, pa tudi zvočne barve, bogate palete orkestrskih glasbil in razširjenih izvajalskih tehnik so v živahni izvedbi ustvarile dober vtis. Skladatelj, ki ga je občinstvo nagradilo z glasnim aplavzom, je bil nad izvedbo vidno zadovoljen, izbor skladbe pa je bil še posebej posrečen ob dejstvu, da je bilo v dvorani lepo število mladega občinstva, ki je tako dobilo odličen vpogled v sodobno slovensko simfonično ustvarjalnost. Osrednji del koncerta je pripadel prvemu klavirskemu koncertu Čajkovskega, ki je v Sloveniji vedno magnet za občinstvo. Tokrat je občinstvo v razprodan avditorij privabil tudi vrhunski solist. Po dolgotrajnem prizadevanju organizatorjev je k nam prišel irski pianist Barry Douglas, ki ga je pred skoraj 40 leti na svetovni pianistični zemljevid umestila zmaga na mednarodnem tekmovanju Čajkovskega.
Od takrat je nastopal z vidnimi orkestri, še posebej pa je zaslovel z recitali in posnetki del Schuberta, Brahmsa in Čajkovskega. Douglas je bil torej idealen solist za program tega večera. Ta koncert smo pri nas že slišali v različnih izvedbah, tudi v skrajno nedomišljenih, a tokrat smo ga poslušali z velikim užitkom. Znameniti uvod rogov in spevna melodija sta izpolnila pričakovanja, zelo hitro pa je postalo tudi jasno, da Douglas ne bo samo sledil pričakovanjem, temveč svoji glasbeni viziji. Njegovi rubati so bili smiselni in nepretirani. Pri nekaterih oktavah in najhitrejših pasažah je sicer zgrešil kakšen ton, vendar to pri tako visoki stopnji muzikalnosti ni pokvarilo vtisa. Pianistove ideje so bile očitno povsem jasne tudi dirigentu, ki je sijajno vodil orkester. Godala so ponudila poln, topel zvok, kakršen je primeren za glasbo Čajkovskega, medtem ko bi si v zvoku pihal občasno zaželeli še nekoliko več mehkobe, toda že v drugem stavku so se po vznemirljivo pritajenem začetku pihalci izkazali z lepo oblikovanimi solističnimi vložki. V melodiji, ki smo jo slišali v solih flavte, oboe, violončela, klarineta in klavirja, se je odražal enoten karakter in občuteno fraziranje. Ognjeviti zadnji stavek ni le sledil zapisanemu značaju in tempu, temveč je poudaril, da poslušamo zrelo interpretacijo izkušenega glasbenika. Večkrat je dopustil, da je v ospredje stopil orkester in ritenuti so bili ravno prav zadržani, da so ustvarjali napetost in hkrati ohranjali strukturni lok. Koncert je jasno izpostavil, kako pomembna je vzajemnost med izvajalci in nedvomno je k dobremu sodelovanju med solistom, dirigentom in orkestrom pripomoglo dejstvo, da je Barry Douglas tudi sam dirigent in tako na orkestrska dela gleda z več gledišč. O tem smo se lahko prepričali tudi v njegovem dodatku, ko je v klavirski različici stavka Capuleti in Montegi iz svite Prokofjeva pokazal občutek za orkestrske barve, ki jih zna izvabiti iz klavirja. Tako kot se je začel, se je večer tudi zaključil v plesnem duhu. Čeprav Čajkovski ni nikoli oblikoval lastne svite iz točk Labodjega jezera, je glasba iz tega baleta postala izjemno priljubljena tudi zunaj baletnih predstav. V četrtek smo poslušali Quokmanov izbor 11 točk. Orkester je v vsaki izmed njih jasno poudaril njen značilni karakter in posebnosti, pri čemer so bili dinamični loki ves čas lepo grajeni, ritmi pa precizno usklajeni. Prepoznavne, mojstrsko oblikovane melodije Čajkovskega niso bile izvedene kot nanizane enote, temveč je imela vsaka svojo jasno vlogo v glasbeni dramaturgiji. Orkestrski zvok je bil bogat in zaokrožen, čeprav so se trobila nekajkrat preveč približala mejam uravnotežene dinamike. Izpostaviti velja tolkavsko sekcijo, ki je navdušila z intenziviranjem glasbene napetosti in natančnim akcentuiranjem. Izvedba je prinesla tudi veliko izjemno lepih solov. Poleg znamenitega oboističnega sola v sceni Moderato je posebej izstopala scena Andante, v kateri se je uvod harfistke Sofije Ristić čudovito prepletel z igro koncertne mojstrice. Jerica Kozole je fraze oblikovala z jasnim tonom, še posebej lepo je njen inštrument zazvenel v višjih registrih, nato pa se je elegantno povezala v duet z violončelistom Igorjem Mitrovićem. Sijajen je bil tudi Tobija Hrastnik s solom trobente v napolitanskem plesu.
Orkester je pod prepričljivim vodstvom Lija Kokmana znova dosegel izstopajočo umetniško raven. Ob takšnem dogodku pa je prava pomanjkljivost le ena, da kromatika nima 2 abonmajskih večerov. V Unionski dvorani v Mariboru je Filharmonija Brno skupaj s Češkim filharmoničnim zborom Brno in priznanimi češkimi solisti izvedla Dvoržakov oratorij Stabat Mater. Prvi koncert v orkestrskem ciklu Narodnega doma Maribor je vodil dirigent Leoš Svarovski, ki je ponudil pristno interpretacijo tega obsežnega in presunljivega dela. Že naslednji dan so češki gostje nastopili v Galusovi dvorani v Ljubljani v sklopu zlatega abonmaja Cankarjevega doma. Poroča Lucija Gorjup. Koncertna poslovalnica Narodnega doma Maribor, ki letos praznuje 80 let svojega delovanja, tudi v tej sezoni ponuja izjemno pestro paleto koncertov. V okviru orkestrskega cikla je tako v četrtek, 20. novembra, v Unionski dvorani potekal prvi koncert sezone, v celoti posvečen oratoriju Stabat Mater Antonina Dvoržaka. V pristni, slogovno čisti interpretaciji so ga pod vodstvom dirigenta Leoša Svarovskega izvedli glasbeniki Filharmonije Brno, enega najuglednejših čeških orkestrov. Sestav, ustanovljen leta 1956, z združitvijo 2 brnskih zasedb, pogosto nastopa v sodelovanju s Češkim filharmoničnim zborom Brno, ki se je tudi tokrat izkazal kot osrednji interpretativni steber večera. Z njima so nastopili še 4 solisti: sopranistka Jana Sibera, mezzosopranistka Václava Krejčí-Houskova, tenorist Peter Berger, basist Jozef Benci, vsi predstavniki vrhunskega češkega vokalnega izročila. Dvoržakov Stabat Mater je monumentalen, skoraj meditativen oratorij v 10 stavkih, ki odraža skladateljevo osebno tragedijo, izgubo svojih otrok in globoko žalovanje. Prav ta notranja bolečina se je zrcalila v interpretaciji na tokratnem koncertu. Dolgi orkestrski uvod prvega, kar 17 minut trajajočega stavka Stabat Mater Dolorosa, je takoj vzpostavil turobno in temno barvo večera. Orkester in zbor sta delo izvedla v izjemno številčni zasedbi, to pa je ustvarilo široko, bogato zvočno sliko. Pevci Češkega filharmoničnega zbora pod umetniškim vodstvom zborovodje Petra Fiala so se odlično prilagajali orkestru in tragično besedilo podajali jasno in razumljivo. Njihov zborovski zvok z ustreznim niansiranjem in tehnično izoblikovanostjo je bil širok in topel, vendar je hkrati v najbolj dramatičnih delih zvenel temno in skoraj zastrašujoče. Kljub ustrezni muzikalnosti je bilo tu in tam slišati nekaj trenutkov, ko je orkester zvočno prekril srednji zborovski register. Solistični kvartet je v izvedbi prevzemal pomembno vlogo v srednjih posameznih stavkih, kjer se menjavajo izrazito lirične pasaže. Peter Berger, tenorist z močno prodornim, čistim glasom, je odpel svoje fraze prepričljivo, čeprav je bilo v višjih legah slišati nekaj naprezanja. Vseeno je ohranjal jasno dikcijo ter se brez težav dvigal nad zvok orkestra. Jozef Benci, uveljavljen basist in izkušen interpret Dvoržakovega repertoarja, je tudi tukaj ponudil stabilno in izrazno dovršeno interpretacijo, ki je v njegovem temno obarvanem tonu zazvenela še toliko pristneje. Mezzosopranistka Václava Krejčí-Houskova je izstopala z dodelanim tonom in stabilnostjo tudi v najnižjih alt legah, ter se z odlično sopranistko Jano Sibero, solistko Narodnega gledališča v Pragi, barvno usklajevala ob skupnih duetih.
V zaključni fugi sklepnega stavka Quando corpus morietur, ki nastopi kot harmonska in emotivna razrešitev predhodnih, se ponovno združijo vsi na odru in z odločnostjo izpeljajo zadnje tematske odseke. Pri tem solisti svoje linije podajo enotno in usklajeno. Leoš Svarovski je orkester vodil z zadržanim, kdaj pa kdaj minimalističnim dirigiranjem, vendar z izjemno jasnimi namigi, ki jim je orkester skupaj s pevci dosledno sledil. Globoka bolečina in žalovanje, ki sta navdihnila nastanek tega dela, sta bila v interpretaciji jasno zaznavna tudi po zaslugi izredno občutljivega dirigentovega vodenja. Čeprav je večina glasbe prežeta s temačnim značajem, nekateri stavki poslušalcu vendar ponudijo trenutke svetlejšega razpoloženja, celo kanček upanja. Prav te kontraste so nastopajoči primerno izpostavili, da je dramaturški lok dela zaživel v še gladkejši dinamiki. Kljub posameznim neskladnim mestom so zbor, orkester in solisti ustvarili premišljeno in intenzivno interpretacijo, ki je napolnila Unionsko dvorano z močno napetostjo skozi skoraj uro in pol dolg večer. Orkester in zboristi so navdušili že v prvem, najobsežnejšem stavku in svojo natančnost ohranjali vse do konca, tako kot tudi vsi solisti, ki so vzdržljivo odpeli sklepni dramatični izpev Amen. Vrhunec večera je tudi razlog, da se je občinstvo odzvalo z bučnim in iskrenim aplavzom. Koncert je tako razkril iskreno predanost dirigenta in nastopajočih, ter globoko spoštovanje do opusa njim domačega skladatelja Dvoržaka. Vsekakor je pomenil dober uvod v novo koncertno sezono Narodnega doma Maribor. V petek 21. novembra je bil v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji prvi koncert letošnjega vokalno-instrumentalnega programa z naslovom Zavetnici v čast. Obiskala ga je tudi glasbena urednica Apolonija Gantar. Na predvečer praznika Svete Cecilije, zavetnice glasbenikov, smo v Slovenski filharmoniji doživeli koncert, ki se je z vsebino dotikal prav te med glasbeniki nadvse priljubljene svetnice. Dirigent in hkrati umetniški vodja zbora Slovenske filharmonije Sebastijan Vrhovnik, za katerega je petkov koncert pomenil tudi inavguracijski nastop za redno profesuro na Ljubljanski akademiji za glasbo, je izbral dve med seboj slogovno različni deli, ki opevata omenjeno svetnico. Himno Sveti Ceciliji opus 27 Benjamina Brittna ter Odo za dan Svete Cecilije Georga Friedricha Händla. Kot solista sta nastopila v zadnjem času vedno bolj uveljavljena slovenska sopranistka Rebeka Pregl ter nemški tenorist Felix Jansen. V prvem delu koncerta so se solistično predstavili še pevci iz zbora Slovenske filharmonije, sopranistka Urška Šemrov, altistka Ana Potočnik, tenorist Rok Ferenčak in basist Tomaž Štular. V drugem, pri izvedbi Ode za dan Svete Cecilije Georga Friedricha Händla, so z orkestrom in zborom Slovenske filharmonije nastopili še fagotist Paolo Caligaris, violončelista Domen Marinčič in Petra Greblo, kontrabasist Nejc Klun, lutnist Izidor Grafenauer ter Tomaž Sevšek na pozitivu in čembalu. Koncerti na čast Sveti Ceciliji imajo sicer po svetu dolgo tradicijo. Posebej zaslužni zanje so Angleži. S to svetnico je bila namreč za časa baroka na otoku povezana tudi posebna glasbena zvrst, to je oda, razširjena kantata slavilnega in običajno resnejšega svečanega značaja. Po tem vzoru je svojo odo ustvaril tudi Georg Friedrich Händel, ki se je leta 1712 preselil v London. 3 stoletja zatem se je svetnici poklonil tudi Benjamin Britten, seveda v drugačnem kompozicijskem slogu in s posebnim razlogom. Z njo se je čutil posebej povezanega, ker se je rodil prav na njen god. A kakorkoli, koncerta s takim programom v Slovenski filharmoniji doslej še nismo slišali. Naj glasba proslovi moč in lepoto petja ter vse, ki se z njim ukvarjajo, so v vabilu nanj zapisali njegovi snovalci in v tem smislu je dogodek tudi izzvenel kot veličasten hvalospev nebeški zavetnici
in glasbi nasploh. Orkester Slovenske filharmonije se je v sredini novembra odpravil na obsežno koncertno turnejo po Južni Koreji in Japonski, kjer bo skupno izvedel kar 9 koncertov. Kot bomo slišali v pogovoru z direktorjem in umetniškim vodjo Orkestra Slovenske filharmonije Matejem Šarcem, je za glasbeniki že skoraj polovica koncertov. Pod vodstvom glavnega dirigenta Kahija Solomnišvilija in v sodelovanju s 4 izvrstnimi mladimi pianisti Aleksandrom Gadžijevim, Tomojo Nakasejem, Tomokijem Sakato in Minsum Sonom, orkester nastopa v več elitnih koncertnih dvoranah. Na program turneje pa so umestili skladbe Rahmaninova, Brahmsa, Čajkovskega, Dvoržaka in Hosokave ter deli slovenskih skladateljev Jurija Mihevca in Nine Šenk. Več pa v prispevku Katarine Radaljac-Jazbec. Več kot 10 let je minilo od zadnje tako obsežne turneje Orkestra Slovenske filharmonije. Glasbeniki, ki so na pot odšli 16. novembra, se v Slovenijo vračajo 2. decembra. Pred njimi pa je še kar nekaj koncertov na Japonskem. Direktor Slovenske filharmonije Matej Šarc, ki se je v torek zvečer po japonskem času javljal iz Tokija, je razložil, kako je pravzaprav prišlo do gostovanja. Gostovanje Slovenske filharmonije v Aziji je plod dolgoletnega sodelovanja na večjih nivojih med glasbeniki Slovenije in Japonske, tako na komponističnem področju, kot tudi na področju inštrumentalne glasbe. Imel sem ta privilegij, da sem bil od samih začetkov del te zgodbe, ki se je razvijala od solističnih preko komornih koncertov do izvedb slovenskih skladateljev na Japonskem in pa japonskih v Sloveniji, in krona vsega tega je gostovanje v Aziji letos. Kako je potekala izbira koncertnega programa, s katerim orkester gostuje v Aziji, in kateri slovenski deli sta se zdeli najprimernejši za umestitev na repertoar? Od samega začetka je bilo samo po sebi umevno, da bomo na program uvrščali slovensko glasbo. Najraje se predstavljamo z glasbo današnjega časa, zato smo uvrstili skladbo Sence tišine Nine Šenk. Na nekaterih koncertih, kjer pa ni poslušalstvo tako vešče poslušanja sodobne glasbe, pa izvajamo prikupno delo skladatelja Jurija Mihevca, in sicer uverturo k spevoigri Vilinsko dete. Izbrali smo 2 simfoniji, in sicer Brahmsovo 1. in 5. simfonijo Petra Iljiča Čajkovskega. Solisti pa izvajajo priljubljen koncert za klavir Sergeja Rahmaninova, številka 2 v C-molu. Kateri solisti so torej del te turneje? Naš najpomembnejši solist je naš slovenski solist, to je Aleksander Gadžijev, ki je na Japonskem izjemno priljubljen, tudi v drugih azijskih državah je res izjemno popularen, ima ogromno koncertov, tako da združujemo praktično vse, kar je trenutno najboljšega v Sloveniji. Slovensko glasbo, slovenskega solista in slovenski orkester. Poleg tega pa spremljamo še 3 druge pianiste, in sicer Tomokija Sakato, Japonca, potem Minsoja Sona iz Koreje, z njim smo imeli 3 koncerte v Koreji, in pa še Tamajo Nakaseja. Koliko koncertov je doslej že za orkestrom Slovenske filharmonije? Na to vprašanje ni možno natančno odgovoriti, ker je seveda čas tukaj nekoliko drugače merjen kot pa v Sloveniji. Smo v 8-urnem
preskoku. Torej, mi se nahajamo trenutno pred 5. koncertom, se pravi, da se naša turneja preveša v drugo polovico. Pred seboj pa imamo še 4 koncerte, od tega še 2 v Tokiu, v čudoviti dvorani Metropolitan Theatre Tokio, enega v Osaki in pa enega v Musashinu. Kako pa je poslušati svoj orkester v akustično tako dovršenih dvoranah? So le te morda navdih za kakšno podobno stavbo tudi pri nas? Bi bila gradnja takšnega objekta sploh mogoča? Smo že daleč presegli fazo navdiha glede dvoran. Osebno se že 5 let zavzemam za to, da bi Slovenska filharmonija dobila podobno dvorano, v kakršnih nastopamo na tej turneji. Jaz te dvorane že dalj časa poznam in zdi se mi, da je že dolgo časa pravi trenutek, da se naša javnost, naša politika odloči za to, da začnemo z gradnjo podobne dvorane Slovenske filharmonije, kajti tako zbor kot orkester Slovenske filharmonije delata v nemogočih pogojih in zavirajo napredek in rast orkestra in zbora. Kaj pa čaka orkester Slovenske filharmonije po prihodu z azijske turneje? Ko se vrnemo, bomo imeli par dni za počitek, potem pa skupaj zberemo spet naše vtise, glasbene vtise iz izvedb na Japonskem in Koreji. Podoben program bomo izvedli tudi v Cankarjevem domu v sklopu naših abonmajskih koncertov. Naslov koncerta je Zgodba z vzhodne strani in vse občinstvo ljudno vabim, da se tega koncerta tudi udeležite. Tako Matej Šarc, direktor Slovenske filharmonije in umetniški vodja orkestra Slovenske filharmonije iz Tokija. Glasbenikom želimo uspešen preostanek koncertne turneje in varen prihod domov. Festival šelestenja, ki poteka v organizaciji Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, je minuli teden ponudil produkcijo komorne opere Svadba skladateljice Ane Sokolovič v izvedbi članic Slovenskega komornega glasbenega gledališča. Skladatelj in pianist Bojan Glavina ter violinist Miodrag Bogič pa sta se s 3 koncerti v Piranu, Izoli in Sežani poklonila 150. obletnici rojstva skladatelja in vsestranskega glasbenika Friedricha Fritza Kreislerja. Glasbeno dogajanje na obali je spremljala Simona Moličnik. Komorna opera Svadba Ane Sokolovič je prinesla novost in svežino v kulturni prostor obale, z občinstvom napolnjena dvorana svetega Frančiška Asiškega v Kopru pa je zasijala v svojih pozitivnih akustičnih lastnostih. Ritmično in intonančno zahtevno sodobno odrsko delo v Kanadi živeče srbske skladateljice Ane Sokolovič so brezhibno izvedle pevke Tereza Plut, Katja Konvalinka, Irena Jeboa-Tiran, Barbara Jernečič-First, Anja Šinigoj ter v glavni vlogi Milice Štefica Graseli. Jaz sem tako vesela, da smo nekaj tako radostnega, kvalitetnega, polnega srca prinesli v moj domači Koper. Punce so rekle že na vaji, da se vidi in sliši, da sem doma, da žarim na drugačen način še kot ponavadi. Tako da res sem vesela, da smo se me izkazale, da sem videla obraze, ki vem, da cenijo to vrstno glasbo in tudi obraze, ki so me recimo spremljali, ko sem bila še otrok. Glasbeno je zasedbo vodila Jelena Sušnik in pohvalila koprsko dvorano. To je mogoče ena od najbolj akustičnih dvoran, v kateri smo pele. V Bologni smo v enem teatru imeli, pa smo rekli, spominja nas na to, ker smo imeli tako izjemne pogoje, da se lahko sliši vsak piano, da se ne prilagajamo prostoru, ampak prostor dela za nas in smo zelo hvaležni za to.
Dekliščina je v vsebinskem jedru glasbenega izraza s poudarkom na psihologiji odnosov med dekleti, ki jih prinaša ta prvinski ritual. Partitura je spretno stkana iz okruškov, sodobnih zborovskih kompozicijskih sredstev, prvin popularne glasbe, ljudske motivike, ritmiziranih besedil in poigravanja zvočnih učinkov z alikvotnimi toni. K učinkoviti izraznosti prispevajo izjemno domišljeni minimalistični režijski, scenografski, kostumski in svetlovni pristopi. Izvedba je bila tako rekoč popolna, navdušeno občinstvo pa je dokazalo željo in potrebo po visoki umetnostni produkciji tudi zunaj prestolnice. Fritz Kreisler je bil nedvomno zanimiva glasbena osebnost, čeprav njegovo ime zaradi skladateljske neizvirnosti plava v mnoštvu zgodovinskega spomina. Življenju in delu Fritza Kreislerja sta se s komentiranim koncertom posvetila violinist, profesor in restaurator Miodrag Bogić iz Beograda in skladatelj, pianist in pedagog Bojan Glavina iz Pirana. Iz skladateljevega opusa sta izbrala in izvedla 14 skladb različnih slogov. Znano je namreč, da je Kreisler ustvarjal ponaredke, ki so bili všečni in so prejeli pohvale tudi strokovnih kritikov. Kaj je navdihnilo ta projekt, me je zanimalo v pogovoru z izvajalcema. Kaj pa vem, nekako je prišlo do tega, da so se pogovarjali, kaj bi še kaj igrala, kako bi sodelovala, in jaz sem nekako ulovil nekje, da se bliža ta okrogla obletnica rojstva Fritza Kreislerja, čigar skladbe smo že malo tudi igrali, ne 3-4, se mi zdi, prejšnja leta. No in Miča bil takoj za to in sva zbrala 14 takih lepih miniatur, privlekla na jo je krasna glasba in tudi vse zanimivosti v zvezi z njegovo osebnostjo, ustvarjanjem. Fritz Kreisler je virtuoz in kompozitor omenjen. Fritz Kreisler je virtuoz in skladatelj, priljubljen med nami violinisti in ni violinista, ki v svojem repertoarju nima vsaj 2 ali 3 njegovih partitur. To so občutljiva dela, tako v tehničnem kot v muzikalnem oziru, če jih želimo izvajati v Kreislerjevem duhu. Kreisler to zamišljal. Za muzikalno in dobro poslušljivo glasbo gre. Večeri salonskega muziciranja v Piranu, Izoli in Sežani so bili prijetni, s spremnimi komentarji tudi poučni, predvsem pa so iz zgodovinske pozabe povzdignili ime Fritza Kreislerja. Nekateri so ga spoznali, drugi smo se spomnili nanj, izvajalca sta se mu dostojno poklonila tako, da je bil na koncertih kar močno navzoč duh Fritza Kreislerja. V ponedeljek je Ljubljanska akademija za glasbo zaznamovala 50. obletnico priključitve Univerzi v Ljubljani. Obletnico so proslavili s koncertom, ki so ga posvetili zaposlenim na univerzi, nagovorila pa sta jih dekanja dr. Karolina Šantl-Zupan in častni govorec, profesor dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani. Med občinstvom je sedela tudi Vesna Vovk. Vzroki za priključitev Akademije Univerzi v Ljubljani so bili politični, in sicer je spomladi leta 1975 začela veljati nova visokošolska zakonodaja, ki je velevala pridružitev vseh slovenskih samostojnih fakultet in umetniških akademij Univerzi v Ljubljani. Pogodbo o priključitvi so podpisali 24. novembra leta 1975 in to pomeni mejnik v razvoju glasbenega šolstva sploh. Podpisal jo je profesor Mihael Gunzek, takratni rektor Akademije za glasbo v Ljubljani, ki je potem postal njen dekan. Po besedah aktualne dekanje dr. Karoline Šantl-Zupan so bili odzivi na priključitev mešani.
Torej, takrat je bila leta 1975, ko se je Akademija za glasbo priključila Univerzi v Ljubljani, je bila to takrat politična odločitev. Kot posledica takrat usmerjenega izobraževanja, in to je bilo tudi zapisano v ustavi iz leta 1974. Odzivi takrat so bili različni, so bili pozitivni, nekateri se temu niso odzvali pozitivno, ampak s časoma se je pokazalo to kot dobra odločitev, ker je nenazadnje s tem v univerzo prišla kulturna ideja, kulturni utrip in tudi nenazadnje neka humanistična nota. Kako pa se je potem oblikovala akademija v smislu programov, profesorjev, kako je potekal pouk? To so generacije profesorjev, ki so v 60-ih letih odhajali že na študij v tujino, v Evropo ali tudi v Ameriko in se vračali, prinašali tudi dobre prakse iz tujine in zagotovo so to nosilci in študijskega procesa in verjetno takrat tudi smeri programov, kot so bili oblikovani, in smo veseli, da so nekateri še danes med nami. Kot članica Univerze v Ljubljani je akademija sledila svojim ciljem postati osrednja izobraževalna ustanova za glasbene študijske programe primerljive s sorodnimi institucijami evropskega in svetovnega prostora. Obletnico oziroma Dan Akademije za glasbo so proslavili tako, kot se za glasbeno ustanovo spodobi, slavnostnim koncertom v dvorani Julija Beteta. Ko smo razmišljali o dnevu Akademije za glasbo, smo se nekako odločili, da bi bil to namenjen koncert vsem zaposlenim na Univerzi v Ljubljani. Da je to nekako neka simbolika povezovanja vseh umetniških akademij, kot tudi ostalih fakultet, kot članic Univerze v Ljubljani. Tako da smo povabili vse zaposlene, veseli smo, da ima čast tudi rektor, da nas bo počastil z nagovorom, sicer pa na koncertu želimo predstaviti nekako naše delovanje. Izbrali smo program, ki ga je pripravil prodekan za umetniško dejavnost, kolega Janez Podlesek, nekako črpali iz različnih oddelkov, z različnim programom, da nekako predstavimo lahko celostno sliko našega delovanja. Na koncertu so nastopili mešani pevski zbor in komorni godalni orkester Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, organistka Karin Zuza, sopranistka Leonarda Kavedžič in pianistka Nastja Vidrih, kvartet Pozaun Trombone Connection in kvartet džezovskih pevk. Občinstvo so navdušili s pisanim koncertnim sporedom, ki je širokopotezno predstavil raznolikost glasbenega izobraževanja na akademiji. Zdaj pa v Benetke. Tam so prejšnji četrtek uprizorili Mozartovega Titusa, predstavo ob odprtju letošnje operne sezone v gledališču La Fenice. To je bila tehnično gledano šele druga postavitev tega Mozartovega dela na zgodbo Pietra Metastazija o rimskem cesarju Titu Vespasianu v mestu na Lagunah. Nedeljsko predstavo 23. novembra si je ogledala tudi moja malenkost. To Mozartovo opero so v Benetkah v koncertni izvedbi prvič izvedli leta 1973, leta 1983 je sledila prva odrska uprizoritev, leta 2014 pa je na odru gledališča La Fenice gostovala predstava madridske kraljeve opere. Pod najnovejšo produkcijo se je podpisal Paul Curran, ki je z abstraktno sodobnostjo iskal ravnovesje med človeško dramo in javnimi dolžnostmi naslovnega junaka. Režiser skrbno neguje odnose med liki in ohranja živahen ritem predstave, pri čemer se izogiba statični nevarnosti ceremonialnih prizorov.
Predstava je na svoj način učinkovita in odlikuje jo nesporna formalna eleganca, vendar prav ta nevtralnost in zadržanost zavira razvoj izvirne drame, ki se zdaj raje osredotoča na univerzalna sporočila protagonistov. Scenograf in kostumograf Gary McCann zvesto sledi neoklasicističnim vzorom in predstavo postavi v muzej. Veliko marmorno dvorano s starodavnimi kipi in reliefi. Gre za hladno, vendar slovesno in impozantno sceno, ki povezuje klasično dediščino s sedanjostjo, v kateri spremljamo nastopajoče v sodobnih oblačilih. Ta distanciranost odraža strogost antičnega sveta, ki ostaja v ozadju kot spomin na red in ravnovesje, bolj kot nemir strasti, ki pretresajo glavne junake. V drugem dejanju tako ni več muzejske dostojanstvenosti, pred nami je bila samo velika dvorana, polna ruševin, prizorišče eksplozije, resnične, ki jo sproži seks ob koncu prvega dejanja, pa tudi metaforične, ki simbolizira politični in moralni razkol tedanje družbe. Šele ko cesar pomilosti zarotnike, se uveljavita red, dvorana dobi spet slovesno podobo in med liki zavlada harmonija, kot to zahteva moralna sporočilnost dela. Ves čas pa nad vsemi kot memento mori visi napis vulnerant omnes ultima necat, vse ure namreč ranijo, zadnja ubije. Orkester je bil v odlični formi. Za dirigentskim pultom je bil Ivor Bolton, ki je z gibčno interpretacijo, ki temelji na kontrastih, surovem zvoku in prožnih ritmih, izvedbi vdihnil napeto in energično pripovedno gibanje ter se izognil slovesni pompoznosti in grandioznosti. Tukaj gre omeniti tudi odlično spremljavo klarinetista in basetnega rogista, ki sta zablestela v arijah Sexta v prvem in Vitelije v drugem dejanju. Naslovnega junaka je upodobil glasovno elegantni, vendar vokalno precej zadržani Daniel Bele. Anastazija Bartoli je bila Vitelija, z lepim tonom, čeprav z nekaj ostrine v skrajno visokih tonih, ter izjemno teatralno energijo in temperamentom. Cecilio Molinari v vlogi Sexta pa krasijo izjemno elegantno fraziranje in brezhibna tehnika. Beneško gledališče La Fenice bo letos na novo uprizorilo še 6 predstav. Januarja in februarja Simona Boccanegra, Giuseppa Verdija, marca delo Ottone in Vila Antonija Vivaldija, aprila Wagnerjevega Lohengrina, junija Donizetijevega Enrika di Borgogna, septembra Leonkovalove Glumače ter oktobra prihodnje leto še Telefon in težave na Tahitiju, Giancarla Menotija in Leonarda Bernsteina.
V ponedeljek 24. novembra je v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji nastopil klavirski trio Amael, ki je izvedel slavnostni koncert ob 25-letnici umetniškega delovanja. Podrobneje Tjaša Krajnc. V klavirskem triu Amael, ki je prejemnik vrste mednarodnih glasbenih nagrad in priznanj, od ustanovitve oktobra 2000 igrajo priznani umetniki, ki so ugledni solisti in komorni glasbeniki. Na koncertu so nastopili člani tria, ki skupaj igrajo od leta 2017, to so violinist Volodja Balžalorski, od leta 1996 profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani in programski vodja festivala Spektrum, violončelist Damir Hamidulin, ki je bil dolgoletni solo violončelist orkestra Ljubljanske opere in baleta, in pianist Zoltan Peter, izjemen solist in komorni glasbenik, ki se je triu pridružil leta 2017. Od ustanovitve je predtem igrala pianistka Tatjana Ognjanović, ki je bila članica tria do marca 2017, sicer pa je dolgoletna profesorica klavirja na Ljubljanski glasbeni akademiji. Na koncertu tria Amael je nastopila kot gostja v klavirskem triu Nocturnu v S-duru Deutsch 897 z oznako Adagio Franza Schuberta iz zgodnjega leta 1828. Trio Amael je na koncertu v sedanji zasedbi izvedel elegični trio številka 1 v G-molu Sergeja Rahmaninova iz leta 1892, klavirski trio številka 1 v D-molu opus 32 Antona Arenskega iz leta 1894, iz slovenske ustvarjalnosti 3 kratke skladbe Milka Lazarja, nastale leta 2001, kot zadnjo mojstrovino pa priljubljeni trio opus 15 v G-molu Bedžiha Smetane iz leta 1855. Trio Amael je dosegal mednarodni ugled z izjemno uspešnimi nastopi na najpomembnejših mednarodnih festivalih po Evropi, za seboj ima številne zelo uspešne koncerte tudi v kulturnem centru Forge v Londonu in dvorani Carnegie v New Yorku. Člani tria Amael so za audio-video posnetek koncerta na festivalu Spektrum leta 2024 v različnih evropskih državah prejeli kar 7 prestižnih mednarodnih nagrad. Med njimi so diamantna nagrada glasbenega tekmovanja Universal Stars decembra 2024, platinasta nagrada za komorno glasbo evropskih glasbenih nagrad leta 2025, 2 prestižni glasbeni nagradi aprila letos v Berlinu in na Dunaju, maja letos prva nagrada na 10. švicarskem glasbenem tekmovanju ter julija letos prva nagrada na tekmovanju Clauda Debussyja. Violinist Volodja Balžalorski. Sploh, da pride do nove zasedbe kot Amael trio, je predvsem ljubezen do glasbe, predvsem ljubezen do poustvarjanja čudovite zakladnice literature vseh obdobij, vse od klasicizma pa do moderne. Brez tega verjetno sploh ne bi prišlo do tega, da bi vztrajali toliko časa skupaj. No in jasno, ta ljubezen pomeni igrati skupaj, kar pa ponovno zahteva nekakšno stalno prilagajanje eden drugemu in stalno komplementiranje naših posameznih idej v želji in iskanju, da najdemo za vsako skladbo vedno eno skupno interpretacijo, skupni zvok in predvsem tisto, kar je najpomembnejše, skupno čutenje in razumevanje določenih skladb ob upoštevanju določenega stilnega obdobja, tudi zgodovinskega obdobja, pa ne nazadnje čim bolj natančnega branja partiture vsakega skladatelja posebej. No, to je en zelo zanimiv proces, ki se največ dogaja pravzaprav na samih vajah, kjer lahko včasih študij ene posamezne skladbe lahko je zelo dolg, preden vse skrivnosti in čudovite stvari v skladbi najdemo, razumemo in jih potem tudi uspemo interpretirati na tak način, da so prepričljive. In to je morda tudi najlepši del našega ustvarjanja, se pravi na samih vajah. Vse vaje in končni cilj je pa vedno le igrati na koncertu. In igranje na koncertu je pa pravzaprav tisti moment, ko prideš v stik s poslušalci. Namreč glasba je dejansko namenjena poslušalcem. In to je tisto najbolj pomembno.
ustvariti stik s poslušalcem, posredovati interpretacijo na ta način, da je tako prepričljiva, da poslušalci to nekaj začutijo in doživijo. S koncertom Tria Misterioso se nocoj ob 19.30 v Narodnem domu Celje začenja letošnji koncertni cikel G-Moder, na katerem se predstavljajo mladi glasbeniki in komorne skupine. Več umetniški vodja glasbene dejavnosti na zavodu Celeja Celje, Nenad Firšt. G-Moder je cikel, ki v Celju poteka že več kot četrt stoletja. Predstavljajo se pa uspešni mladi glasbeniki izbrani na razpisu Zveze glasbene mladine Slovenije, torej vsako leto Glasbena mladina Slovenije razpiše cikl G-Moder. Prijavljajo se študenti in mladi umetniki do 25. leta starosti. Poleg seveda izpričane kakovosti izvajalcev je poudarek tudi na sestavi sporedov in ta mora vsebovati vsaj 1/4 slovenskega repertoarja in vsaj polovico repertoarja 20. in 21. stoletja. Kar nekaj obetavnih imen nas čaka tudi v tej sezoni. Kot je bilo to tudi do sedaj, pravzaprav redko najdemo uveljavljenega umetnika danes, ki ni en del svoje kariere začel tudi v tem ciklu G-Moder, ki gostuje po različnih krajih po Sloveniji in se praviloma zaključuje v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. V letošnji sezoni bodo nastopili Trio Misterioso, ki ga sestavljajo Adam Kamplet, klavir, Neža Feguš violina in Neža Homšak violončelo. Sledil bo koncert harfistke Leto Križanič-Žolž, ki jo prav tako že poznamo iz različnih koncertnih odrov kot zares obetavno mlado harfistko. Sledil bo koncert Duaren, ki ga sestavljata Timotej Vilevald, violina in Vid Ibic, pianist. Predzadnji koncert tega cikla bo pihalni sekstet Sonus Ventis, zanimivi zasedbi 6 inštrumentov, flavta, oboja, klarineta, fagota, roga in saksofona. Sestavljajo ga pa študente Akademije za glasbo v Ljubljani. In tale cikl zaključuje Ion Delić, tolkalist, živeč v Kebenhavnu. Sicer je pa porodu Celjan, tako da na ta način zaključujemo cikl tudi z domačimi perspektivnimi umetniki. Trio Misterioso bo nocoj v Narodnem domu Celje izvedel dela Johannesa Brahmsa, Roberta Kampleta in Dmitrija Šostakoviča. V ponedeljek 24. novembra pa se je v Kulturnem domu Nova Gorica pričelo jubilejno 10. mednarodno tekmovanje klasičnih saksofonistov, imenovano Saxgo 25. Vse do petka 28. novembra se bo na odru velike dvorane Kulturnega doma Nova Gorica za prvo mesto in bogat nagradni sklad potegovalo 42 tekmovalcev iz 24 držav. Mednarodni strokovni tekmovalni žiriji predseduje eminenca v svetu glasbe za saksofon, to je profesor Claude Delangle iz Francije. Ostali člani pa so nekdanji zmagovalci Saxgo tekmovanja, danes priznani solisti in pedagogi. Finalisti tekmovanja se bodo v svoji muzikalnosti pomerili na petkovem finalnem nastopu ob spremstvu godal Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, dirigiral bo Davorin Mori. Produkcijska ekipa Radia Slovenija pa bo koncert posnela in posnetek bo predvajan na programu Radia Koper in na programu Ars. Poročilo o dogodku pa bomo predvajali v prihodnjem glasbenem utripu. S pregledom in napovedjo nekaterih dogodkov smo končali današnjo oddajo. Za pozornost se zahvaljujemo Lidija Hartmann, Maja Mol, Robert Markoč in Dejan Jurović. Na slišanje čez teden dni. Srečno!